Spoštovani ljubitelji kulture, zgodovine in lepe besede. Prav en lep dober večer ali pa prav en lep dober dan, odvisno od tega, kdaj si boste ogledali posnetke predavanj o Romanovih. Živimo v nekem posebnem času, kjer veljajo določene omejitve, ne smemo se družiti v večjem številu in smo se zaradi tega odločili, da prestavimo predavanje iz glavne dvorane v Festivalni dvorani na Bledu v studio blejske televizije. Želimo zaključiti celotno serijo predavanj in to je bil tudi, da ne bi izgubili kontinuitete pri tej tematiki, zato nadaljujemo z posnetki in z snemanji in s samimi predavanji. Moram se zahvaliti nekaterim, ki so intenzivno sodelovali ves čas pri oblikovanju tega programa. Izpostavljam Ars Longo Ljubljana, potem izpostavljam vse sodelavce Muzejskega društva Bled, zlasti Marka Vidica, ki je zelo zaslužen za to, da so ta predavanja realizirana v takem obsegu in s tako dinamiko, kot smo načrtovali. Seveda pa gre posebna zahvala Zavodu za kulturo Bled, ki upravlja, kakor vam je poznano, Blejski grad in Festivalno dvorano. Mimogrede, vabijo vas, da obiščete Blejski grad in se ogledate prenovljene programe. Jakob! Jakob! Danes si bomo ogledali, če lahko rečem, drugo predavanje v seriji Korona predavanj in je to predavanje v resnici 7. po vrsti. Za eno takole anekdoto bi recimo pospremili začetek. Aleksander I. Ruski je ujel zlato ribico, ki pravi: "Če me izpustiš, ti izpolnim eno željo." Aleksander pomisli in reče: "Sedaj, ko smo premagali Napoleona, mi naredi Rusijo veliko vsaj tja do Rena." "Ne bo šlo," odgovori ribica, "dobiš samo Poljsko. Za vse ostalo pa se je na Dunajskem kongresu že Metternich zmenil." Ali je
Zlata ribica preživela ali ne, o tem ne vemo. O tem, kako je Aleksander Ruski vplival na spremembe v Rusiji in posredno tudi v Evropi, pa nam bo spregovoril naš predavatelj, kolega Miloš Klemen Bahorčič. Izvolite. Carja Aleksandra I. Ruskega je že kot otroka babica Katarina Velika vzgajala za svojega naslednika, ker ni zaupala svojemu sinu Pavlu. Po dokončni zmagi nad Napoleonom leta 1813 se je Aleksander povezal z Avstrijo in Prusijo v Sveti aliansi, ki je imela kongres leta 1821 v Ljubljani. Car se je na poti v Ljubljano 7. januarja ustavil in preoblekel v gostilni na Ježici, ki je kasneje dobila ime pri ruskem carju. Med navzočimi dinastiji je vzbujal največ radovednosti, ker se je sprehajal po mestu in predmestjih v navadni meščanski obleki in se zanimal za slovenščino. Zabeleženi pa sta tudi dve njegovi ljubezenski aferi. Udeležil se je operne predstave Seviljski brivec pred stanovskim gledališčem na sedanjem Kongresnem trgu in procesije na velikonočno soboto pred Rotovžem. Kot avstrijski cesar Franc I. se je s kočijo peljal po cesti do takrat zgrajenega paviljona v Mestnem Logu. Cesta je zato dobila ime Cesta dveh cesarjev. Drage gledalke, dragi gledalci, poslušalke in poslušalci, ponovno smo se zbrali v studiu TV Bled za še eno predavanje na temo ruske cesarske dinastije Romanovih. Zadnjič smo prisluhnili zgodbi Katarine Velike, danes pa sta pred nami dve zelo različni usodi Katarinинega sina Pavla in pa njenega ljubega vnuka Aleksandra. Torej, obdobje, ki ga seveda po Evropi še najlažje označimo z pojmom napoleonskih vojn, torej vojn, ki se začnejo nekje v času s francosko revolucijo in končajo z dokončnim Napoleonovim porazom v bitki pri Waterlooju. Katarina Velika zapusti veliko, močno in zelo uspešno Rusijo, ki pa seveda na žalost nima v podobi novega carja, vladarja, ki bi znal, hotel in zmogel nadaljevati Katarinino delo. Novi car Pavel I. Petrovič je sin Katarine Velike in pa njenega nesrečnega soproga Petra III. Že v preteklih predavanjih smo slišali, da ni nujno, da je bil Pavel res sin Petra III., je pa v to sam verjel in tudi zgodovinopisje do današnjih dni se ni prav nič potrudilo, da bi dokončno ovrglo ali potrdilo to dejstvo. Vizualno si oče in sin nista posebej podobna, značajsko pa tako, da je Katarina Velika v nekem trenutku, ko je bila še posebej razočarana nad svojim sinom, menda vzklikne, ta je pa res Petrov sin. V smislu, da je tako neumen, kot je bil Peter III. Dejstvo je, da tako Peter kot njegov domnevni sin Pavel končata svojo vlado z umorom. Oba dva predčasno zapustita prestol. Razlogi so v bistvu podobni. Tako kot Peter ni bil sposoben nadaljevati uspešne vlade carice Elizabete, Pavel ni bil sposoben nadaljevati uspešne, bleščeče vladavine svoje matere. Ko Katarina umre, pisalo se je
letu 1796, ji Pavel pripravi veličasten pogreb. Ampak že sam pogreb je neke vrste omen. Gre za mračno dejanje, ki je seveda naznanilo, kakšna bo nova vlada. Pavel ukaže izkopati posmrtne ostanke svojega očeta Petra in skupaj z Katarino posmrtne ostanke odnesejo, bila je huda ruska zima, v katedralo svetega Petra in Pavla, torej rusko carsko grobnico. Jeseni na potovanju v Sankt Peterburg bomo seveda to obiskali in tam pokopljejo oba skupaj, Petra in pa Katarino. Nad tem dogodkom plapola napis: ločena za življenja, združena v smrti. Ljudem se je, kot rečemo lepo, naredil cmok v grlu, namreč veseli, frivolni svet 18. stoletja je bil zaključen. Namreč ne samo, da gre za nek čuden dogodek, pač pa je Pavel v to povorko vključil tudi domnevne in dejanske morilce svojega očeta, ki so morali nositi pokojnikovo krsto. Odtlej naprej Pavel naredi vse, prav vse, da bi seveda uničil to, kar je naredila Katarina. Kot prvi tak korak je sprejetje novega nasledstvenega zakona, ki razveljavlja nasledstveni zakon Petra Velikega, po katerem so lahko ruski prestol dedovale tudi ženske. Od tedaj naprej do današnjega dne na vrhu ruske, sovjetske in spet ruske države nimamo več žensk. Morda so bile preveč uspešne. Pavlova mladost ni bila lahka. Z materjo nista imela urejenih odnosov. Ves čas so ga obdajale govorice, da je Katarina kriva za smrt njegovega očeta in tudi njegovo zakonsko življenje, vsaj na začetku, ni bilo prav nič prijetno. V skladu z že utečenimi navadami je Katarina sinu priskrbela soprogo iz Nemčije. Tukaj lahko vidimo prvo soprogo carja Pavla I. Natalija Aleksejevna oziroma rojena je bila kot Doroteja Hesensko-Darmstadtska. Sicer zelo hitro pridobi srce mladega prestolonaslednika, ki pa seveda ni prav nič godu njenim predstavam, kak mora soprog oziroma moški biti. In Natalija umre pri porodu otroka, katerega oče ni bil njen zakonski mož. Torej, vsega skupaj biva v Rusiji nekaj več kot leto dni in v tem času seveda ne poskrbi za ne vem kako, bom rekel, pomembno dediščino. Otrok se rodi mrtev in, kot smo že rekli, niti ni bil Pavlov sin oziroma mrtvorojeni sin. Po njeni smrti Katarina ponovno potegne niti svojih kontaktov v Nemčiji in tako seveda pride na ruski dvor druga. Torej, Sofija Württemberška, zdaj poimenovana Marija Fjodorovna. Tokrat je seveda kemija delovala. Marija
je zelo hitro postala ljubljenka Rusov, bila je privlačna, kot lahko vidite na tem portretu, ki ga je Roslin naslikal, izobražena in predvsem zelo hitro se nauči ruščino in postane goreča pripadnica ruske pravoslavne cerkve. Tisto, kar je bilo seveda še toliko bolj ključno, in to lahko lepo vidite na tej sliki, sta Marija in pa Pavel imela zelo, zelo obširno družino. Dekleta in fantje se rodijo, kar dva izmed sinov bosta postala nekoč ruska carja. Dekleta pa se poročijo v plemiške vladarske družine v nemški prostor in s tem seveda se kri Romanovih pravzaprav zdaj prvič v večji količini razširi po Evropi. In preko potomcev Pavla in pa Marije Fjodorovne seveda je še danes marsikatera vladarska hiša potomka tega zakonskega para. Torej vladarska hiša, ki še vedno vlada. Kakšen oče je bil Pavel, je težko reči. Večina zgodovinarjev ga ocenjuje skozi prizmo odnosa do najstarejšega sina prestolonaslednika Aleksandra in ta odnos ni bil dober, pa ne moremo reči, da je bil Pavel kriv, še manj Aleksandar. Kriva je bila seveda Katarina, ki je postala čisto obsedena s svojim prvim vnukom, prevzame njegovo vzgojo in pravzaprav popolnoma pretrga odnose med Pavlom in njegovim sinom. Sicer pa, po bomo rekli, ocenah tistega časa je Pavel zgleden družinski oče in tudi zakonski mož. Nobena ljubezenska razmerja niso znana, torej lahko rečemo, da je bil zelo zvest svoji soprogi in seveda tudi obratno. Poglejte, med potomci Pavla I. moramo na prvem mestu omeniti carja Aleksandra I., s katerim se bomo danes tudi srečali, vsekakor zelo zanimiv vladar. Potem drugorojeni sin Konstantin, ki je imel zelo komplicirano življenje in nikoli ni sedel na ruski prestol, in pa najmlajši izmed sinov Pavla, kasnejši car Nikolaj, ki zavlada šele leta 1825, ko njegov starejši brat Aleksander umre brez potomcev. Kot ste lahko videli tudi na družinski sliki, ne manjka ne fantov, ne hčera v tem zakonu Pavla I. Tukaj lahko vidite še velikega kneza Mihajla Pavloviča, znanega predvsem zaradi tega, ker si je v Sankt Peterburgu postavil čudovito palačo, v kateri danes domuje ruski muzej. Torej, ena najpomembnejših zbirk ruske umetnosti je tudi na programu našega potovanja, tako da jeseni bomo tudi nekdanje domovanje Mihajla Pavloviča obiskali. Med hčerami moramo posebej omeniti Ano Pavlovno, ki se poroči v Württemberg, potem Marijo, ki postane velika vojvodinja Weimarska, podpira Goetheja, Lista, kasneje tudi Wagnerja. In seveda Pavel je lahko bil ponosen na to svojo potomstvo. Tukaj lahko vidimo zelo zanimiv portret carja Pavla, ki nam kaže, da je Pavel vendarle premogel neko modrost, da se je dal okronati v Moskvi s krono Katarine Velike, gotovo jo še prepoznate z prejšnjega predavanja. Tisto, kar pa seveda na tem portretu izstopa kot neka kurioziteta, je križec malteškega viteškega reda, katerega veliki mojster je Pavel bil. To je seveda ena posebnost, ki jo bi seveda težko pričakovali v kakem drugem obdobju. Pavel in Marija Fjodorovna
v času, ko čakata na prestol, naredita nekaj, kar ni pred njima ali pa za njima uspelo nobenemu prestolonasledniškemu ali vladarskemu paru. Za dolgo časa, skoraj 3 leta odpotujeta v Evropo, obiščeta vse pomembne dvore. Tukaj lahko vidimo Guardijevo sliko, ki nam prikazuje sprejem v Benetkah. In na tem potovanju ne samo, da zbereta zelo lepe umetnine, pač pa se osebno seznanita praktično z vsemi pomembnimi evropskimi vladarji, od papeža, avstrijskega cesarja, španskega in francoskega kralja, nemških knezov in tako naprej. Nekaj je tu treba priznati. Pavel, kakršenkoli je že bil, je imel odličen okus za umetnost. O tem ne nazadnje priča tudi portret, ki ga gledate. Torej Marijo Fjodorovno je naslikal sloviti italijanski portretist Battoni v času, ko sta oba bivala v Rimu. Na povabilu tedanjega papeža Pija VI. Sta obiskala večno mesto. Doma v Rusiji Pavel zgradi zelo privlačno, majhno rezidenco, dvorec Pavlovsk v stilu paladijanskih vil, gotovo vas spominja na Vilo Rotondo pri Vičenci. In seveda v tem dvorcu najdemo številne zelo lepe, zelo okusno zbrane predmete, ki sta jih prinesla z tega potovanja. Tukaj lahko vidimo cesaricino knjižnico z slavno tapiserijo iz serije o Don Kihotu, ki pride k Pavlu kot darilo francoskega kralja Ludvika XVI. V tej istem dvorcu Pavlova delovna soba z celopostavnim portretom njegove soproge. In tukaj seveda Pavlova krona. Velika posebnost. Tudi tukaj ne moremo spregledati malteškega križa. Kaj dela ta križ na kroni ruskega carja? Leta 1799 Napoleon odpluje v Egipt z namero, da bi ga zasedel. Kot veste, se mu to ponesreči, vmes pa z Malte prežene malteške viteze, ki so bili na otoku že od 16. stoletja. Le-ti se zatečejo v Rusijo in iz hvaležnosti Pavla izvolijo za svojega velikega mojstra. Tako Pavel I, pravoslavni car Rusije, postane edini nekatoliški veliki mojster v zgodovini tega viteškega reda, ki, kot veste, obstaja še danes, vendar ima že 200 let, še malo več, svoj sedež v Rimu. Torej, Pavel je zelo ponosen na to, da postane veliki mojster tega reda, in na vseh portretih, pravzaprav tudi na tem, ki ga zdaj gledate, lahko opazimo, da nosi regalije tega viteškega reda. Pavlove spremembe v Rusiji nikakor niso naletele na eno odobravanje. Zaradi tega Pavel seveda potegne eno potezo, ki se v končni fazi ne izplača. Ker ni maral živeti v zimskem dvorcu, kjer je vse spominjalo na njegovo pokojno mater, in ker se je bal za svoje življenje, se Pavel naseli v to zgradbo, v tako imenovani inženirski dvorec ali pa Mihajlovski dvorec, grad pravzaprav, ki, kot vidite, ga obdaja voda. Torej imamo en vtis, kot da gre za trdnjavo. Konec koncev vse skupaj Pavla ne reši, namreč ravno v tem dvorcu ga umorijo. Umor Pavla se zgodi leta 1801. Zakaj pride tako daleč? Razlogov je več. Na eni strani je Pavlova notranja politika, na drugi strani zunanja politika. Pavel enostavno ni vedel, kaj bi, če je imela Rusija pod Katarino zelo, zelo jasno sliko
kaj hoče, Pavel tega nikakor ni zmogel narediti. Njegova zunanja politika je nihala z ene strani na drugo. Najprej se vključi v boj proti revolucionarni Franciji. Ruska vojska je še vedno pod poveljstvom maršala Suvorova, torej genialnega poveljnika, ki doseže kar nekaj zmag v tej vojni. Potem se seveda Pavel spoprijatelji s Francozi, vojn je konec, Suvorov se vrne domov, potem se Pavel premisli in taka politika seveda pripelje Rusijo v sila nezavidljiv položaj. Uradno je v vojni s Francijo, neuradno tudi z Anglijo in naprtila si je še zelo sovražen odnos Avstrije. Torej, od velikih sil v Evropi lahko rečemo, sta samo še Prusija in Turčija sorazmerno naklonjeni ruskemu carju. Rusko plemstvo je seveda bilo proti temu in organizira se zarota. Na čelu te zarote je grof Palen, tu lahko vidite njegov portret. Zanimivost te zarote je seveda v tem, da so zarotniki vanjo vpletli tudi Pavlovega najstarejšega sina, Aleksandra, ki pa je naivno zahteval in celo pričakoval seveda, da v tej zaroti njegov oče ne bo izgubil življenja. Zarotniki so dobro vedeli, da to ni mogoče. Namreč, da bi imela Rusija dva živa carja, je bilo enostavno nemogoče. Predvsem ne dva odrasla živa carja. In tako zarotniki pustijo Aleksandra v prepričanju, da bodo njegovega očeta le odstavili. Vsa zgodba pa se seveda zelo drugače razvije. Torej, zarotniki vdrejo v ta inženirski dvorec in Pavla umorijo. Ko Aleksander zve za to, noče zasesti prestola. Tukaj imamo eno sliko, ki je nastala kmalu potem, ko je Aleksander zasedel prestol in ki nam kaže še zelo mladega, pravzaprav 24 let starega vladarja, ki ga seveda zdaj popade prava panika, pravi strah. In zarotniki imajo pravzaprav zdaj pred sabo težko nalogo, torej 10 ur nekako je bilo treba, da so Aleksandra tako in drugače prepričevali, dokler ta ne pristane seveda k neobhodnemu in se seveda pojavi pred dvorom kot novi vladar. Treba je povedati, da sprememba na oblasti naleti na veliko navdušenje. Pavel res ni bil priljubljen. Nikjer, pri nobenem sloju. Ne pri plemstvu, ne pri meščanstvu. Namreč Pavel na željo Francozov prekine trgovske povezave z Anglijo, kar je ruskim buržoaziji zelo škodovalo. Kmetje ga tudi niso spoštovali, ker ni preveč cenil ruske pravoslavne cerkve. Cerkev ga seveda tudi ni spoštovala, ker se je zelo približal katoličanom kot veliki mojster malteškega viteškega reda. Torej, vsi so bili srečni. Najmanj verjetno še Aleksander, ki seveda je imel veliko željo vladati, ampak seveda želel se zavladati malo drugače, ne tako, preko trupla umorjenega očeta. Zdaj, Aleksander je seveda imel številne načrte, kaj zdaj narediti. In v prvi vrsti seveda je želel reformirati državo. Aleksander je bil v tem času že poročen, njegova soproga, rojena Luiza Badenska, je po tem, ko je prispela v Rusijo, prevzela seveda pravoslavno vero in postala Elizabeta Aleksejevna. Aleksander in Elizabeta
nimata ljubečega zakona. Torej, za razliko od očeta, Aleksander ni navezal nekih tesnih stikov z svojo ženo in tako zakon ostane brez otrok. Mi sicer imamo dokaze, da je Elizabeta dvakrat zanosila in dvakrat rodila mrtvorojeno deklico. Aleksander je sicer imel veliko ljubic, tudi nekaj izvenzakonskih otrok. Poznamo tudi zgodbe o njegovih razmerjih z moškimi, ampak v bistvu Aleksander nima nobenih težav z vsem tem, preprosto zaradi tega, ker so bili v tem času živi kar trije njegovi bratje, ki so prišli kot seveda v upoštev kot potencialni nasledniki. Torej, ta ponesrečen zakon na Aleksandra seveda ne vpliva posebej. Je pa treba reči seveda nekaj drugega. V tem zakonu ni bilo nobenega sovraštva. Aleksander je svojo ženo cenil, jo spoštoval, in Elizabeta je bila deležna pravzaprav nedeljene podpore plemstva, ljudstva, ki so jo seveda imeli, ljudje so imeli zelo radi. In tako seveda Elizabeta dejansko zelo uspešno izpolnjuje vlogo cesarice, ne da bi seveda pri tem lahko govorili o neki navezanosti med njo in pa carjem. Podobno kot njena tašča in še prej Katarina Velika, tudi Elizabeta postane zelo zaželjena kot, bomo rekli, cilj številnih umetnikov. Imate zelo lep portret, ki ga naslika Elizabeta Vigée-Lebrun, slovita francoska portretistka, ki takrat biva v Rusiji. In Elizabeta kmalu postane nek simbol elegance in pa seveda prefinjenosti ruskega dvora. In Aleksandru je to čisto odgovarjalo. Kot sem že rekel, ženo je cenil, jo je spoštoval, samo v tem, rečemo, fizičnem smislu ni želel imeti veliko opravka z njo. Tudi Aleksander seveda sledi navadi prejšnjih ruskih vladarjev in kmalu po zasedbi prestola odpotuje v Moskvo. Tukaj lahko vidite zanimivo risbo, ki nam prikazuje nočno razsvetljeni Kremelj v čast Aleksandrovega kronanja. Aleksander je bil, tako kot vsi ruski vladarji, ki so se dali kronati, okronan v cerkvi Marijinega Nebovzetja, to je na levi strani na tej sliki, in seveda ob kronanju pride do številnih banketov in drugih prireditev in ta slavnostno razsvetljen Kremelj je samo eden od dogodkov v seriji številnih, ki so v tem času potekali v Moskvi. Podobno kot njegova babica je tudi Aleksander bil velik občudovalec antičnega obdobja, antične umetnosti. Tukaj lahko vidimo njegov portret v podobi recimo antičnega vladarja, nekega rimskega cesarja. Avtor tega kipa je sloviti italijanski kipar Canova, ki zanimivo naredi Aleksandra, ne da bi ga videl. Podobnost je zelo, zelo velika. Ampak to v tistem času niti ni bilo tako zelo nenavadno. Aleksander v prvem obdobju svoje vlade poskrbi, da se z dvora prežene vso to mrakobnost, ki jo tja zanese Pavel. Žena, tule vidimo še njen zelo lep portret, mu pri tem pomaga, ampak seveda tisto, kar je bilo ključno pri tem, je, da se Aleksander zdaj z zavihanimi rokavi vrže na delo. Torej, Aleksander je bil prepričan, da je treba Rusijo
reformirati. Pri tem mu ob strani stoji recimo Pavel Stroganov, potomek zelo stare ruske plemiške družine, potem Viktor Kočubej, in še nekateri. Torej, ti mladi moški, v bistvu nihče ni bil starejši od 30 let, zdaj tako rekoč noč in dan tičijo glave skupaj in se seveda pogovarjajo o tem, kaj, kako narediti, da bo Rusija izplavala iz svoje zaostalosti. Aleksander se je zavedal, da je glavni problem tlačanstvo, ki je bilo seveda veliko bolj težko, kot pa seveda tlačanstvo kjerkoli drugje v Evropi. Mi moramo vedeti, da v Evropi tlačanstvo pod vplivom francoske revolucije izginja. Ponekod je izginilo že prej, recimo v Angliji. V Rusiji pa seveda ne. Ruski tlačan je bil z dušo in telesom vezan na svojega gospodarja, ki je lahko z njim ravnal po mili volji. Lahko ga je prodal z družino ali pa brez, lahko ga je kaznoval do smrti in še marsikaj drugega. Po drugi strani pa so imeli ruski tlačani seveda neko posebno pravico, ki je bila vsekakor zanimiva, če že ne, bomo rekli, zavidanja vredna. Namreč v ruski tradiciji je bila navada, da so lahko tlačani seveda kadarkoli so pač želeli, se neposredno pritožili carju, pač treba je bilo dobiti nekega pisarja, in so lahko carju pisali, in kadar je car zašel med kmete, so imeli tlačani zelo zanimivo pravico, namreč, da so carja ali carico tikali, torej po imenu oziroma z vzdevkom Batjuška oziroma za carico Matjuška, kar bi pomenilo očka oziroma mamica. In medtem ko so seveda plemiči se morali klanjati levo in desno, je seveda ruski kmet lahko svojega vladarja nagovoril neposredno. Te pravice se seveda nekoliko zmanjšajo v času Katarine, ki je bila bolj naklonjena temu, da se kmetje pritožijo na sodišča, ampak seveda za ruskega kmeta je bilo precej bolj pomembno, da se lahko osebno pritožil pri vladarju, in Aleksander je seveda to staro tradicijo zelo spoštoval. Prve Aleksandrove poteze so veliko obetale. Torej, car je odpravil večino prepovedi njegovega očeta, kar pomeni, da so Rusi lahko zdaj potovali v tujino, tujci so lahko obiskali Rusijo. Aleksander ustanovi zapovrstjo več kot 10 novih univerz, dovoli se uvoz knjig, zmanjša se ali pa zniža se cenzura, celo uvoz glasbenih inštrumentov je Pavel prepovedal, Aleksander ga zdaj seveda dovoli, in seveda v vseh teh pogledih Aleksander naredi velike pozitivne korake. Ampak, ko je prišlo seveda do tistega ključnega vprašanja, torej vprašanja osvoboditve kmetov, se mora Aleksander umakniti. Preprosto rusko plemstvo, ki je seveda Aleksandru s tem, da je usmrtilo njegovega očeta, jasno pokazalo, kako je močno, se s tem ne strinja. In Aleksander potem seveda potegne dve taki, rečemo, simbolični, kozmetični potezi, s katerimi pa tudi plemiči niso zadovoljni. Torej, Aleksander prepove, da bi kmete prodajali brez njihove družine, torej prepove ločevanje družin, in na drugi strani seveda Aleksander nekako spodbudi plemstvo, da začnejo kmete plačevati za njihovo delo in da se kmeti seveda z zasluženim denarjem lahko potem odkupijo, torej si lahko kupijo svobodo. Vse skupaj je res kozmetično, ampak že ob tem so mnogi plemiči zmajevali z glavo, od kod seveda
carju take jakobinske ideje. Mi vemo, francoski jakobinci so svojemu vladarju odsekali glavo. In jasno, Aleksander ni imel namena kmetov spodbuditi k podobnemu in seveda tudi ruski kmet ni niti slučajno tedaj razmišljal o tem, da bi se znebil carja, kaj šele carskega sistema kot takega. Treba je povedati seveda, da so ti prvi poskusi zamrli, če ne prej jasno v času, ko je Aleksander se moral soočiti z Napoleonovo nevarnostjo. Poglejte, prva 3 leta je Aleksander nekako vzdrževal dobre odnose z vsemi. Z Francozi, z Angleži, z Nemci, Avstrijci, Turki. Potem pa seveda se vse skupaj spremeni. Kot vidite na tej sloviti sliki francoskega slikarja Davida, Napoleon leta 1804 postane cesar Francozov. To je vznemirilo stare evropske dinastije, Romanove, Habsburžane, Hanoverane, Bourbone v Španiji, Neaplju. In jasno je seveda, da tega niso sprejeli. Aleksander se zdaj poveže z Avstrijci, Nemci in Angleži in nastane še ena v vrsti koalicij proti Napoleonu. Napoleon seveda ni čakal, da bi se njegovi nasprotniki združili v neko skupno fronto proti Franciji in enostavno seveda začne ukrepati. Tako rekoč kmalu po kronanju se Napoleon preseli v severno Francijo, v Amiens, od koder ima namen preko kanala seveda napast Angleže. Napoleon je bil veliki mojster, kar se tiče zbiranja vojakov, zdaj zbere približno 250.000 vojakov. Problem je bil seveda samo ta, da ti vojaki niso mogli leteti čez kanal v Anglijo, niti niso seveda mogli plavati tja. Francoska mornarica je bila v slabem stanju in še slabšem je bila nekaj mesecev kasneje, ko je angleški lord Nelson francosko in špansko mornarico, ki sta bili zaveznici v tem trenutku, spravil na dno Atlantskega oceana v sloviti bitki pri Trafalgarju. Napoleon seveda ne ve, kako bi. Francozi vztrajajo v Amienu, francoska vojska je nedejavna. V tem trenutku pa seveda pridejo Napoleonu na ušesa novice iz centralne Evrope, da se ruska vojska približuje avstrijskim mejam, kjer se ima namen seveda združiti z avstrijsko vojsko in potem napredovati proti zahodu, proti Franciji. Na čelu ruske vojske je bil sam car Aleksander, ki je seveda zmotno mislil, da ima precejšnje vojaške sposobnosti. Napoleon v veliki tajnosti, danes bi to bilo seveda nemogoče, svojo vojsko usmeri zdaj proti Nemčiji. V zelo hitrem pohodu Francozi v pozni jeseni leta 1805 pridejo do mesta Ulm. V ozadju lahko vidite slovito ulmsko stolnico, takrat še ni imela takega zvonika, kot ga ima danes. In Napoleon seveda pri Ulmu, kot lahko tukaj vidimo, premaga avstrijsko vojsko in zdaj mu je pot do Dunaja odprta. Torej, ob koncu novembra Napoleon pride na Dunaj, ki je bil prazen, avstrijski cesar se umakne v Brno, kamor pride zdaj tudi Aleksander z svojo vojsko. Napoleon prodre v bližino Brna, kjer pride prve dni decembra pri kraju Slavkov v Franciji, Angliji, tudi Nemčiji in Avstriji, se da govorijo o
Austerlicu, torej v bitki pri Slavkovu je seveda Napoleon dosegel eno svojih največjih zmag, kot lahko vidite na tej mogočni sliki, ki nastane v tem času. Gre za bitko, ki gre v zgodovino kot bitka treh cesarjev, torej Napoleona, Aleksandra in pa Franca. Kot sem rekel, se bitka konča zelo klavrno. Tukajle imamo srečanje Napoleona in pa premaganega avstrijskega cesarja. Za razliko od Aleksandra je bil Franc prav flegmatičen in ko so mu prinesli vest, da so njegovi vojaki poraženi, je Franc rekel, no tako zdaj pa lahko gremo domov. Aleksander je bil drugačen. Aleksander je poveljeval svoji vojski. Ni poslušal nasvetov svojih generalov, med katerimi je posebej pomemben general Kutuzov, tedaj je bil še general, in car seveda svojo vojsko popelje v poraz. To je na njega zelo, zelo travmatično vplivalo, zboli, pravzaprav ga je bilo treba odnesti z bojišča, doživi nek živčni zlom in seveda ruska vojska se umakne. Aleksandrova država ni bila v nevarnosti še v tem trenutku. Avstrija pa seveda doživi hudo ponižanje strani Napoleona, ko mora podpisati tako imenovani Bratislavski mir, s katerim Avstrijci izgubijo mnogo ozemlja, predvsem pa ves vpliv v nemškem prostoru. Napoleon svojo vojsko zdaj popelje naprej v Nemčijo, kjer pri mestu Jena premaga prusko vojsko, ki jo vodi kralj Friderik Viljem IV. Pruska vojska seveda že dolgo ni bila več tista udarna sila, kot je bila v času Friderika II., torej govorimo o času carice Elizabete in pa Katarine Velike, in Napoleon ni imel posebne težave to prusko vojsko uničiti. Prusija se sesuje, Napoleon zasede Berlin in pruski dvor se umakne daleč na vzhod v staro prusko prestolnico Königsberg, današnji Kaliningrad, na ruskem ozemlju. In seveda vse skupaj je podobno katastrofi. Kljub temu, da pruska kraljica Luiza, tule vidimo, ki velja za eno najlepših žensk svojega časa, z osebnim posredovanjem pri Napoleonu skuša rešiti, kar se rešiti da, usoda Prusije ni ravno bleščeča in Napoleon kdaj pomembno vojaško silo zreducira na, bomo rekli tako, drugorazredno državo. Rusija je formalno še vedno nedotaknjena. Ampak Napoleon ne stoji pri miru. Leta 1806 in 1807 vdre na območje Rusije, danes je to območje Poljske, in seveda zaporedoma premaga rusko vojsko. Da bi bila zadeva še toliko bolj huda, je Napoleon seveda spodbudil Poljake k neodvisnosti, ki pa je bila seveda bolj na papirju kot realna. Namreč veliko vojvodstvo Varšavsko, kot se je ta država imenovala, je bilo neodvisno zgolj po črki papirja, sicer pa popolnoma v domeni francoske vojske. Rusija je doživljala poraze levo in desno in tako seveda ne moremo biti presenečeni, da se car Aleksander odloči za pogajanja. Poleti leta 1807 se oba cesarja srečata na čolnu, na splavu, na reki Njemen. Takrat se je ta kraj imenoval Tilsit, danes se imenuje Sovjetsk. In zanimivo je, da je bila tedaj to mejna reka med ruskim cesarstvom in pa Prusijo.
Danes je to še vedno mejna reka med Rusijo in pa Litvo. Zakaj je to zanimivo? Namreč, če gledamo zgodovinsko, so Rusi tedaj, torej pred dobrimi 200 leti, posedovali desni breg reke, zdaj so pa na levem. Torej tam, kjer je bila nekoč Prusija, je danes Rusija, in tam, kjer je bila nekoč Rusija, je danes Litva. Taka, bom rekel, zanimivost. Aleksander uporabi v svoj šarm, o tem ni dvoma. Aleksander je vedel, da za svojo pojavnost, bil je visok, lep, svetlolas, zelo prijetnega obnašanja, odlično je govoril francosko, bil zelo izobražen, da zna seveda očarati tako ženske kot moške, in Napoleon ni bil izjema. Res, da Napoleon ni, ne vem kako bomo rekli, globoko zapadel temu carjevemu čaru, ampak vendarle so bili pogoji, ki jih je Napoleon zdaj diktiral v Tilsitu za Rusijo, sorazmerno ugodni. Torej, Rusija je morala pristopiti k kontinentalni blokadi, torej blokadi angleškega trga, morala se je seveda odpovedati vsem sovražnim akcijam proti Napoleonu, morala je priznati novo poljsko državo in seveda obljubiti, da bo Napoleonu pomagala proti tretjim državam. Vse to je Aleksander brez priziva sprejel, z preprosto seveda mislijo, da se tega sploh ne bo držal. Namreč sporazum, ki ga vladarja podpišeta v Tilsitu, je bil za Aleksandra izsiljen. Napoleon kasneje na Sveti Heleni, ko je pisal spomine, zapiše, da je bil Aleksander pravi Bizantinc, prebrisan, lažniv in še marsikaj drugega, ampak seveda Aleksander je vedel, kaj hoče. Vedel je, da Rusija rabi čas, da pride k sebi, in seveda to je zdaj tudi dosegel. Aleksander se zdaj vrne domov, kjer ne naleti na dober sprejem, celo lastna mati mu očita, da je izdal ruske interese, ampak Aleksander se ni seveda posebej sekiral. Rusija je bila še vedno skoraj nedotaknjena, predvsem pa Francozi niso Rusiji odvzeli kaj drugega kot pa del poljskega ozemlja. Tukaj imamo zanimivo karikaturo, ki v tem času nastane. Francoska je, seveda vidimo Francijo v podobi Napoleona, ki je tako mali, da mora na boben stopiti, ki da ruskemu medvedu nagobčnik in pa seveda norčevsko kapico. Na drugi strani habsburški dvoglavi oro, vidimo, da je izgubil eno glavo, torej mu gre še precej slabše. Karikatura morda kaže predstave Francozov, nikakor pa ne seveda realnega stanja. Predvsem zato ker seveda Aleksander niti slučajno ni imel namena asistirati Napoleonu. Napoleon se v naslednjem obdobju, naslednje leto loti enega svojih najbolj neuspelih podvigov, gre za napad na Portugalsko in Španijo. Napoleon seveda mora iti preko Španije, da pride do Portugalske, namreč Francozi od Trafalgarja naprej sploh nimajo več vojnega ladjevja. Ta poskus pokoritve Portugalske ne uspe. Zakaj? Zato, ker se portugalski dvor enostavno spravi na svoje ladje in odpluje v Brazilijo, kamor Napoleon seveda ni mogel. Napoleon se zadovolji s tem, da sicer zasede Portugalsko in tudi Španijo, ampak če je seveda uspel pregnati vladarje z obeh prestolov, mu niti slučajno ne uspe pokoriti ljudstva. Portugalci in Španci se mu uprejo in Napoleon mora zdaj na seveda ta
prostor vezati okrog 300.000 svojih vojakov. In Napoleona začne skrbeti. Namreč Napoleon naslednje leto uvidi, da Aleksander seveda niti slučajno ne misli se držati tega, kar je obljubil, in Napoleona začne skrbeti. Kaj pa zdaj? Kaj bo, če Aleksander seveda napade z vzhoda? Napoleon zdaj v nemško mesto Erfurt povabi evropske vladarje, pridejo seveda avstrijski cesar, pride ruski car in pa še številni nemški knezi, meni, da je bilo vsega skupaj 39 kronanih glav na kupu. Glavni organizator vsega skupaj je francoski zunanji minister, knez Talleyrand, ki je brez dvoma najpomembnejši diplomat v Evropi tistega časa. Ne samo zato, ker je Francija seveda absolutno prva sila Evrope, pač pa ker je bil Talleyrand resnično pravi in zelo, zelo zvit diplomat. In tukaj zdaj pride seveda do izredno pomembnega dogodka. Aleksander pride v Erfurt izredno samozavesten. Napoleon na njega želi pritisniti v smislu izpolnjevanja obljub iz Tilsita, ampak Aleksander je trmast. Mi imamo več anekdot, ki seveda nam osvetljujejo to dogajanje. Ena od njih pravi, da sta imela Aleksander in Napoleon debato in da je seveda Napoleon izgubil živce, po tleh vrže svoj klobuk, začne skakati po njem, Aleksander mu pa menda hladno reče: umirite se, s takim obnašanjem pri meni ne boste nikamor prišli. Vi ste lahko razboriti, ampak jaz sem pa trmoglav. In da Napoleon se pomiri. Sredi tega dogajanja seveda pride do ključnega dogodka. Talleyrand, ki mu Napoleon nikakor ni več ugajal, se odloči za sodelovanje z Rusi. Torej, Talleyrand se odloči, da bo izdal svojega vladarja. Dan današnji se nam zdi to morda seveda grozno dejanje, ampak Talleyrand razmišlja seveda pametno. Namreč Talleyrand je rekel: Evropa ne more biti v posesti enega samega človeka, pa čeprav je ta Francoz. Evropa bo lahko normalno delovala samo, če bodo seveda narodi vsak v svoji državi in bodo med seboj sodelovali. In tako se Talleyrand približa Aleksandru, ki ga sprejme seveda z velikim veseljem in skupaj se zmenita, kako in kaj narediti, da bo Napoleon padel. Zelo zanimivo anekdoto imamo, s katero naj bi Talleyrand osvojil carja. Talleyrand naj bi carju rekel nekako tako: vaše veličanstvo, ruski car je izobražen, ampak ruski narod ni. Francoski cesar ni izobražen, ampak francoski narod je. Naj bo torej ruski car zavetnik francoskega naroda. In seveda Aleksander, ki je bil zelo ponosen na svojo kulturo, omiko, izobraženost, je seveda se čutil izredno polaskanega v tem smislu, da naj bo on zavetnik najbolj kulturnega naroda na svetu. In zveza je bila vzpostavljena in tako seveda je na tihem pripravljen Napoleonov poraz, ne da bi seveda na vzven se karkoli poznalo. Aleksander, lahko rečemo, zapusti Erfurt zadovoljen. Ne samo, da se je zmenil z Talleyrandom, pač pa mu uspe Napoleona prepričati, da mu pusti proste roke pri širitvi Rusije. In v tem času, ko nastane ta lep doprstni kip, Thorvaldsen ga je naredil, v Ermitažu ga hranijo, se Aleksander loti širitve države, za katero ima Napoleonov blagoslov. Na jugu mu uspe osvojiti Besarabijo, to je današnja Moldova, na severu pa Švedski odvzame Helsinke in pa preostali del Finske. Gre za dogodek, ki je zelo zanimiv, namreč Finci so zelo pozdravili
Aleksandrovo osvojitev tega območja. Namreč finski večinski narod je bil tlačen strani Švedov in tukaj imate fasado parlamenta v Helsinkih, na sredi katere je upodobljen Aleksander I, ki prinese po stoletnem zatiranju strani Švedom Fincem neko svobodo. In odnosi med Finci in pa dinastijo Romanovih, to bomo še videli na enem od prihodnjih predavanj, so bili tako rekoč idilični. In zato ne smemo biti presenečeni, da imamo na finskem parlamentu Aleksandra I. Na glavnem trgu v Helsinkih pa njegovega nečaka Aleksandra II. Torej, Rusija se razširi, Aleksander pridobi številne nove zaveznike in se ponovno loti reform, tokrat precej bolj korenito, dejansko želi reformirati rusko zakonodajo po zgledu Napoleonovega kodeksa, uvesti ustavo, parlament, ki bi seveda omejil carjevo oblast. Zanimivo je, da mora Aleksander ponovno se odpovedati tem načrtom, preprosto zaradi tega, ker se je plemstvo zoperstavilo. Namreč v ustavi je bila tudi, pripravljeni ustavi je bilo tudi jasno zapisano, da je Rusija dežela, v kateri tlačanov ni. Torej, če bi Aleksander v tem trenutku uspel s to ustavo, bi seveda zgodovina Rusije bila popolnoma drugačna. Ampak ni. Ne samo, da je bilo plemstvo proti so bili pravzaprav vsi. Zakaj? Iz zelo bizarnega razloga, namreč ta ustava in vse, kar je bilo v njej, nova zakonodaja, je temeljila na francoskih vzorih. In ker so v Rusiji še kako zelo sovražili vse, kar je bilo francosko, so seveda carju odpovedali poslušnost v primeru, če bo ta ustava sprejeta. Ker je Aleksander vedel, da je pred vrati nova vojna z Napoleonom, s Francijo in da brez podpore plemstva in ljudstva sploh ni možnosti za kako zmago, se seveda odpove teh, bomo rekli, zelo, zelo lepih načrtov in se seveda pripravi na vojno. Vojna je bila ves čas v zraku. Zemljevid, ki ga gledate, sicer kaže Evropo leta 1812, ampak seveda vse stvari so se kuhale že prej. Ko je namreč Napoleon leta 1809 napadel Avstrijo in jo premagal, mu Aleksander pri tem ni pomagal, pa bi mu moral. V tem času Napoleon recimo ustanovi Ilirske province, tudi z sedežem pri nas v Ljubljani. In še več je bilo takih zadev. Konec koncev, kot lepo vidite na tem zemljevidu, Rusija še vedno noče sodelovati v kontinentalni blokadi Anglije. Če bi Rusija bila tudi v tej blokadi, bi seveda Anglija verjetno propadla, torej gospodarsko. Tako pa, ker so seveda Rusi lahko izvažali v Anglijo, kar so hoteli, in ker so Angleži seveda to kupovali, je to koristilo obema državama in konec koncev omogočilo, tako rečemo, obstoj Anglije. Napoleon je bil seveda besen in, kot vemo, v zadnjih pomladanskih dneh leta 1812 se odloči za pohod nad Rusijo. Napoleon zbere velikansko armado, pravi Le Grand Armée, velika armada, štela naj bi okrog 600.000 vojakov in jo seveda pošlje proti Rusiji. Aleksander je seveda se v tem času od Slavkova do zdaj, v teh 7 letih, veliko naučil.
Odpove se poveljstvu nad vojsko, ki ga zaupa izkušenemu in karizmatičnemu maršalu Kutuzovu, tu imate njegov portret, ki ga sicer danes v Ermitažu lahko vidite, in s tem seveda dobi ruska vojska, ki je bila vsekakor zelo domoljubna, tudi odličnega, da ne rečemo, najboljšega možnega poveljnika. Napoleon seveda pri tem bojnem pohodu naredi ogromno napak. Napoleon pričakuje, da bo seveda ga ruska vojska pričakala kar na meji, da jo bo tam zmlel in potem bo seveda lahko mirno korakal naprej. Ampak to se ne zgodi. Kutuzov niti slučajno ne želi svojih vojakov žrtvovati in jih potegne nazaj. Rusi se umikajo nazaj proti Moskvi, Napoleon seveda koraka v isto smer, torej proti svoji lastni pogubi. Zakaj je Napoleon seveda zdaj, ko je imel še možnost, krenil nad Moskvo, ne pa nad Sankt Peterburg? Zelo zanimivo vprašanje. Konec koncev je bil Sankt Peterburg bližje in bil je glavno mesto. Ampak seveda Napoleon razmišlja strateško, pametno, ampak kljub temu seveda mu to nič ne pomaga. Poglejte, če bi Napoleon zdaj seveda krenil nad Sankt Peterburg in ga zasedel, bi to za Rusijo seveda bila katastrofa, ne pa seveda uničenje. Car bi se umaknil v Moskvo in seveda za sabo bi imel še vedno vso Sibirijo z vsem bogastvom. Tudi če Napoleon seveda pride potem do Moskve, se bo car umaknil na Volgo in tako naprej. In seveda čez Volgo Napoleon ne bi več mogel siliti. Če bi pa seveda Napoleon zasedel Moskvo in se potem usmeril proti Sankt Peterburgu, bi pa bili Rusi v kleščah. Torej, na eni strani bi se Sankt Peterburgu bližali Francozi, zagotovo bi na drugi strani Rusom v hrbet udarili Švedi, ki pač niso pozabili tega, da so jim Rusi odvzeli Finske. Ideja ni bila slaba, ampak seveda ni pač enostavno vključevala enega zelo preprostega dejstva. Da v začetku 19. stoletja enostavno ni bilo mogoče oskrbovati tako velike vojske, brez seveda hudih težav oziroma mirno lahko rečemo, brez nekih tehničnih sredstev, ki jih pa tedaj ni bilo. Podobno napako seveda naredi kasneje Hitler, pa moramo seveda si predstavljati, da je bilo sredi 20. stoletja z tehničnega vidika vse skupaj precej drugače. Bolj ko Napoleon koraka proti Moskvi, slabše je. Njegovi vojaki umirajo zaradi najrazličnejših bolezni, pomanjkanja, lakote in tako naprej. In vse to seveda nakazuje tragičen konec, ne da bi ga Napoleon seveda videl. V prvih dneh septembra se Napoleon približa Moskvi na približno 130 km in pri vasi Borodino ga pričaka Kutuzov z svojo vojsko. Tukaj pride do bitke, ki je po ocenah strokovnjakov za vojskovanje do danes ostala najbolj krvava bitka v zgodovini. V enem dnevu namreč pade skupaj, seveda na obeh straneh, okrog 110 000 vojakov. Ne Hirošima, ne Nagasaki, niti seveda slovita bitka pri Verdenu v prvi svetovni vojni ne zahtevajo v enem dnevu toliko smrti. Torej v tem pogledu je to najbolj krvava bitka vseh časov. Ključno pri vsem tem je, da se z vojaškega zornega kota bitka konča neodločena. Sredi noči Kutuzov ukaže umik svoje vojske, Francozi so pa preveč utrujeni, da bi jih lahko sledili. In to je seveda tista napaka, ki dokončno, če smemo reči, pokoplje ta bojni pohod. Poglejte, kot vemo, Napoleon nekaj dni zatem ukoraka v Moskvo, tukaj lahko vidite bojni posvet Kutuzova, ki seveda reče, Moskve ne bomo branili, vidimo, da je en general kar v zrak ga je vrglo, češ,
sveto mesto Rusije, pa ga ne bomo branili, ampak Kutuzov je vedel, kaj dela. In Napoleon seveda pride v Moskvo, prve dni oktobra je bilo to, in zdaj se seveda začne čakanje. Napoleon je pričakoval, da bo Kutuzov poslal pogajalce, da jih bo poslal car Aleksander, ampak do tega ne pride. Moskva začne goreti. Tedanji guverner Moskve, grof Rostopčev, ob podpori sina Katarine Velike, grofa Bobrinskega, kot smo že v prejšnjem predavanju omenili, ukaže prebivalcem zažgati mesto in Napoleon zdaj seveda ostane brez možnosti, da bi prezimil v tem mestu. Brez hrane, brez strehe nad glavo in se v prvih dneh novembra odloči za povratek. To je bila seveda, bom rekel, logična poteza, ki pa je seveda bila hkrati, lahko rečemo, poteza, ki je vodila v smrt. Napoleonova vojska se zdaj umika proti zahodu, sledi Kutuzov, tukaj vidimo njegov spomenik pred Kazansko katedralo v Sankt Peterburgu. Kutuzov je bil prepameten, da bi seveda svoje vojake poslal nad Francoze. Saj ni bilo treba. Kutuzov reče duhovnikom, reče cerkvi, dajte oznaniti, da je Francoze hudič poslal in da je seveda za zveličanje ruske duše pomembno, da se čim več teh Francozov pobije. In kmetje so se tega lotili, na ta, če smemo reči, rustikalen način, s palicami, koli, kamenjem. Srečni so bili tisti ruski vojaki, francoski vojaki, ki so jih dobili kozaki, ti so jih pobili po hitrem postopku. Kmetje seveda ne. In skozi zasneženo rusko pokrajino se vleče taka žalostna povorka. Ljudje, živali umirajo sproti in najhujša bitka tega povratka je pri Berezinu, to je danes na območju Belorusije, kjer se seveda Francozi še zadnjič v tej vojni spopadajo z Rusi, ki seveda Francozom prizadanejo katastrofalen poraz. Posledica bojnega pohoda je ta, da se Napoleon v Francijo vrne z komaj 50.000 vojaki, kar seveda je za Francijo usodno. Še veliko bolj usodno je pa nekaj drugega. Namreč Napoleon potem pokliče nove vojake in zbere, bomo rekli, impresivno armado, 300.000 vojakov. Problem je bil nekje drugje. Napoleon je izgubil tako rekoč vse konje in večino topništva. Tega pa seveda ni mogel nadomestiti. Glejte, po Napoleonovem umiku car Aleksander seveda zdaj pritiska na rusko vojsko in seveda na svoje zaveznike, naj se seveda čim prej zberejo in udarijo proti Napoleonu. Do odločilne bitke, lahko rečemo, pride nekako 3/4 leta po Napoleonovemu umiku iz Rusije. V oktobrskih dneh leta 1813 se zgodi bitka pri Leipzigu. Traja 3 dni in Napoleon doživi hud poraz. Tukaj lahko vidimo zbrane poveljnike Aleksandra, Franca in pa Friderika Viljama, kako jim avstrijski general sporoča veselo novico, da je bil Napoleon poražen. Pri vsem skupaj je ključna vloga tedanjega švedskega kralja Karla XIV. Johana, ki se je rodil kot Francoz, kot Jean-Baptiste Bernadotte. Bil je francoski maršal, Napoleon ga je naredil za maršala, ampak ko so seveda Švedi ga izvolili za prestolonaslednika, se je seveda postavil na stran zaveznikov in z odličnim poznavanjem Napoleonove taktike ogromno pripomogel k temu, da so zavezniki v tej bitki
zmagali. Če zdaj morda razmišljate, da če ste že kdaj slišali za tega gospoda, ne smemo pozabiti, da je bil soprog slavne Desiree. Tukaj imate portret te Napoleonove ljubezni in seveda Bernadotove žene ter jasno kasnejše švedske kraljice. Njuni potomci še danes sedijo na švedskem prestolu. Tukaj spomenik, ki so ga pozidali ob 100. obletnici bitke pri Leipzigu. Kutuzov umre. Bil je star, ne ravno zmerno uživanje alkohola naredi svoje in tukaj imate njegov grob v Kazanski katedrali v Sankt Peterburgu. Tudi to si bomo pogledali, ko bomo šli jeseni gor. In seveda Rusija je zdaj sicer brez svojega velikega poveljnika, ampak to ni več pomembno. Napoleon ne more več zmagati. Ob koncu leta 13 se začne seveda zaključni del teh vojn. Zavezniki niso več enotni. Francoski prestol zdaj zamika Habsburžane. Boste rekli, kako pa to? Poglejte, stvar je bila zelo enostavna. Cesar Franc predlaga, da se Napoleon odpove prestolu in da prestol zasede Napoleonov sin. Načeloma nič narobe, ampak Napoleonov sin je bil seveda tudi Francov vnuk. In če bi seveda regentski svet potencialnega Napoleona II. Vodila Habsburžanka, torej Francova hči Marija Luiza, je popolnoma jasno, po čigavih notah bi plesali v Parizu, torej po avstrijskih. Ampak Rusi niso za to, tudi Angleži niso za to in seveda tako se konec marca leta 1814 zgodi predaja Pariza. Tule vidimo ta dogodek v ozadju, tisti grič, ki ga vidite, je Montmartre, ki je bil tedaj seveda še na podeželju. Tukaj vidimo slovesno vkorakanje ruskega carja v Pariz in pa salon, v katerem Napoleon nekaj dni kasneje, prve dni aprila leta 14, podpiše svojo odstopno izjavo. Aleksander, kot ga vidimo na tem Krügerjevem portretu, je zdaj na vrhuncu svoje moči. Njegova je tista volja, ki bo zdaj ponovno uredila Evropo in Aleksander se seveda zaveda tega pomena. Kot je seveda bilo jasno, je Aleksander deloval zelo, če smemo reči, prijateljsko do Francozov, tudi njegov brat, Konstantin, ki je tule vidimo v maršalski uniformi, pri tem sodeluje. Glavno besedo ima pa seveda Talleyrand, torej tisti, ki je iz ozadja seveda pripomogel, da so Francozi zdaj dobili novo, liberalno ustavo in on je tisti, ki seveda pripomore vrnitvi Bourbonov. Aleksander se s tem sicer ni najbolj strinjal, ampak verjel je, da Talleyrand ve, kaj dela. Ne bomo zdaj na tej točki razpravljali o tem, ali je bilo vse skupaj pametno ali ne. Dejstvo je seveda, da je Francija zdaj dobila nazaj, recimo, legitimne vladarje. Evropska smetana diplomatov in vladarjev pa se zdaj seveda pripravlja na nek zaključni kongres, mi ga poznamo kot Dunajski kongres, ki bi seveda rešil nastale razmere po 25 letih vojskovanja. V tem času pride še do enega zanimivega dogodka. Napoleon je izgubil oblast in njegova bivša žena, Josephine, se ustraši, kaj bo zdaj. Namreč na francoski proračun je plačeval zelo veliko preživnino in Josephine si je mislila, da Bourboni seveda ne bodo za to. Zato povabi sebi Aleksandra, ki je galanten kot vedno, obljubil ne samo, da bojo Francozi naprej plačevali preživnino, pač pa da bo pokril njene dolgove.
V zameno Jozefin Aleksandra določi kot svojega glavnega dediča. Jozefin umre samo nekaj mesecev kasneje, naleze se pljučnice in umre. Aleksander nakit, torej dragulje, gotovino, posesti prepusti njenim otrokom, torej sinu in pa hčerki, sam pa prevzame bogato umetnostno zbirko. Še posebej pričudovita kiparska dela Antonija Canove so tista in danes seveda lahko vse to občudujemo v Ermitažu. No, ta slika nam pa že kaže Dunaj, Dunajski kongres, na katerem se zdaj odloča o prihodnosti Evrope. Če boste gledali portrete teh zbranih gospodov, ne boste gor našli ne Aleksandra, ne katerega koli drugega vladarja tega časa, pač pa so tu zbrani diplomati, zunanji ministri, recimo knez Talleyrand, knez Metternich. Aleksander in druge kronane glave se zabavajo. Avstrijci so v šali dejali, kongres ne zaseda, kongres pleše. Začetni ponos, ki je bil vezan na to, da je ravno Dunaj center, kjer se seveda ta kongres začne in potem tudi konča, je zamenjala kmalu jeza. Namreč kongres je trajal zelo dolgo, stanovanja, cene hrane, celo cene krme za konje se podražijo in kmalu se seveda Dunajčani zabavajo z drugo šalo, pravijo, ruski car ljubi za vse, württemberški kralj je za vse, pruski kralj koraka za vse, angleški kralj pleše za vse, avstrijski cesar pa plača za vse. Torej, tako nekako je tudi bilo zares. Seveda, Dunajski kongres ne more ure zasukati za 25 let nazaj in obnoviti predrevolucionarne Evrope. Sveto rimsko cesarstvo je stvar preteklosti, Avstrija dobi kompenzacije v Italiji, Rusija se razširi daleč na zahod, zmanjšajo se nekatere druge države in vse to vodi tudi do vedno večjih sporov med bivšimi zaveznicami in lahko bi seveda prišlo celo do izbruha nove vojne, če ne bi vse skupaj rešil prav Napoleon, ki zbeži z Elbe, se vrne na prestol in kot vemo, v tem času potem doživi zadnji usodni poraz pri Waterlooju, od tam ga potem na Sveto Heleno pošljejo. Aleksander je zdaj najpomembnejši vladar v Evropi, vendar doživi velike, velike spremembe v svojem razmišljanju. Postane zelo pobožen, mističen, predvsem pa ne zdrži več doma. Skupaj z ženo veliko potujeta po Nemčiji in drugje po Evropi, vse povsod sta seveda zelo dobrodošla, doma pa seveda se zadeve slabšajo. Aleksander v tej večletni odsotnosti upravo prepusti generalu Arkačevu, ki je bil sicer brezmejno zvest Aleksandru, ampak je bil vojak in kot tak se ni spoznal na upravo. In zdaj se seveda pričenja zelo zanimivo dogajanje, ki vodi seveda v katastrofo, namreč da se na položaje v civilni upravi imenuje vojaške osebnosti. Videli bomo naslednjič, pri naslednjem predavanju, da vrhunec to dogajanje doseže pod Aleksandrovim naslednikom Nikolajem, vendar seveda lahko prve težave, ki jih povzroči tako mešanje civilne in vojaške sfere, zaslutimo že pod Aleksandrom. Aleksander skupaj z cesarjem Francem, ki ga vidimo tukaj, ustanovi Sveto alianso, torej zvezo držav, ki naj bi na temelju neke krščanske medsebojne ljubezni reševale razmere v Evropi. Vse skupaj nima neke prave povezave z krščansko ljubeznijo, pač pa gre za
združevanje enako mislečih, torej konzervativnih režimov, kmalu se še Prusija pridruži, na drugi strani seveda liberalne države, kot so Francija in pa jasno tudi Anglija, pri tem ne sodelujejo. Sveta aliansa je ustanovljena na Dunaju in vladarji so zmenjeni, da se bodo dobivali vsake 3 leta, torej po Dunaju pride na vrsto Aachen, in seveda v tem času Aleksander vendarle nekaj mesecev preživi doma v Rusiji, kjer seveda zmago nad Napoleonom počastijo z številnimi spomeniki. Tukaj imate Cirku Kristusa od Rešenika, torej novo verzijo, starejšo, torej tisto, ki jo da Aleksander postaviti, razruši Stalin. Danes imamo to novo, ki je seveda največja moskovska cerkev. V Sankt Peterburgu pa dokončajo ta veličasten dvorni trg. Predstavljati si morate, da gledamo ta spomenik zdaj z vidika Zimskega dvorca. Gre za največji monolitni steber, ki je bil kadarkoli izklesan. Zanimivo je, da ta steber stoji na bazi brez kakršnega koli betona ali drugega veziva. Enostavno njegova teža je tako močna, da so zaračunali, da bi mogel biti ne vem kak potresen, da bi se to prevrnilo. Tako da je praktično večna ta zadeva in v vsakem primeru nek čudež tedanjih tehničnih zmožnosti. Aleksander Zimski dvorec polepša za to čudovito galerijo portretov vseh generalov, ki so sodelovali v tej vojni, ruskih in pa nekaterih tudi tujih. Predstavljajte si, da gre za prostor, ki je dolg več kot 70 metrov, na koncu seveda skoraj tako kot oltar Aleksandrova podoba. Sicer pa je to čas številnih vojaških, torej številnih gradenj v klasicističnem stilu, kot je ta generalštab, kjer je danes del Ermitaža hranjen. Torej vse skupaj ima podobo nekega veličastja, kljub temu, da je sam zmagovalec vedno bolj, bomo rekli, melanholičen, vedno bolj se zapira vase. Tukaj vidimo njegovo pisarno v Carskem selu in Aleksander vedno bolj se zateka k cerkvi, opusti vse liberalne ideje. Nekaj časa ga zanima prostozidarstvo, potem začne smatrati prostozidarje kot svoje nasprotnike. Njegov nemirni duh ne najde več miru. In tako ga leta 1821 prinese v Ljubljano. Torej Aleksander je edini ruski car, ki kadarkoli obišče naše kraje. To je čas 3. srečanja Svete alianse. Ljubljana je bila zbrana seveda zato, ker je bila blizu Italije, ker so tedaj potekale, bomo rekli, vojne za nastanek enotne države. Aleksander ob prihodu v Ljubljano povzroči veliko navdušenje. Predstavljati si morate, da ruski car pride po zimi in da seveda pride en dan prej, kot je bil napovedan. Avstrijskega carja, torej gostitelja, še ni bilo v Ljubljani in zato seveda Aleksander pošlje naprej izvidnico, da v mestu sporočijo, da prihaja. Ko se v mesto razve, da je ruski car tako rekoč pred vrati, Ljubljančanke dajo nase najlepša oblačila, se postavijo v špalir, tam, kjer je danes Slovenska cesta in pa Dunajska, in pričakujejo carja. Ko car zve, kaj se dogaja, reče, tako pa ne bo, car namreč potuje v zaprti kočiji, zima je bila. Aleksander, ki je seveda veljal za najlepšega vladarja tistega časa, zaustavi svojo kočijo pri ta prvi gostilni. To je gostilna pri ruskem carju, v Črnučah, to je spominska plošča, ki o tem govori. Se preobleče v gala uniformo, se usede v odprto kočijo in ob navdušenem ploskanju med 5000 Ljubljančank pride v
mesto. Podoben dogodek se odvija naslednji dan, ko se mestu z juga, smeri Trsta, približa car Franc. Aleksander mu gre nasproti. Franc, kot vidite, ni bil tak lepotec kot Aleksander in seveda ni bil tako zelo priljubljen pri nežnejšem spolu. Oba vladarja se srečata pri tem paviljonu, ki danes stoji na cesti dveh cesarjev, ki se seveda tako imenuje prav zaradi tega. In Aleksander seveda tu pravzaprav sprejme avstrijskega cesarja, kar je bilo seveda malo čudno, ker je bil avstrijski cesar lastnik Ljubljane in seveda cele dežele. Kongres je bil v Ljubljani zelo priljubljen, mnogi gostje obiščejo tudi nekatere druge slovenske znamenitosti, Bled, Metternich je rad sem zahajal takrat, potem Postojnsko jamo in še nekatere druge stvari. Aleksander nekaj mesecev tule biva in se potem seveda vrne v Rusijo, pa tudi seveda tam ne vzdrži dolgo in se potem poda na ta potovanja po Evropi, ki se seveda zaključijo leta 1825. Jeseni tega leta se Aleksander vrne v Rusijo in še preden da pride v Sankt Peterburg, izve, da je njegova žena bolana in da se je umaknila na Krim. Aleksander se odpravi na Krim, kamor prispe zadnje novembrske dni. Tukaj ugotovi, da ženo ni nič posebej narobe, se oddahne, torej spoštoval jo je, cenil je in seveda mu ni bilo vseeno, a je zdrava ali je bolna. Se pa zdaj seveda Aleksandrom začnejo čudne stvari dogajati, zelo nemiren postane in v skladu z dokumenti, ki so nam ohranjeni, Aleksander I umre 1. decembra leta 1825. Njegova smrt je seveda zanimiva. Vodi v prvo rusko revolucijo, tako imenovano dekabristično revolucijo, ki jo bomo omenili že takoj na začetku naslednjega predavanja, je pa seveda vse skupaj zelo zanimivo iz nekega drugega razloga. Glejte, Aleksander je že veliko pred svojo smrtjo večkrat izjavil, da se želi odpovedati prestolu, iti v usamitev, iti v eno, bom rekel, meniško življenje. In kmalu po Aleksandrovi smrti se pojavijo številne zanimive zgodbe. Namreč Aleksandra dajo v krsto, jo prepeljejo v Sankt Peterburg, pri tem pa ni pogreb tak, kot je bil v Rusiji v navadi. Torej, Rusi so imeli v navadi in še danes imajo, da ljudi pač v času pred pogrebom držijo v odprti krsti, ker jih lahko seveda tisti, ki se pridejo pokloniti, vidijo. Aleksander je bil v zaprti krsti. Rekli so zato, da seveda ljudje ne bi videli, kako je pač njegovo truplo že razpadlo. Ker je bila neumnost. Namreč Aleksandra so s Krima v Sankt Peterburg peljali v času najhujše ruske zime, torej decembra in januarja. In nihče carja ne vidi v tem mrtvem stanju. Kmalu zatem se pojavi zgodba, da v Sibiriji živi puščavnik, ki je zelo podoben carju Aleksandru, da pozna vse dogajanje v Evropi in Rusiji, kar je bilo za takega človeka precej nenavadno. No, ta puščavnik potem umre dobre 30 let kasneje in Aleksandrov nečak, car Aleksander II, potem, da bi te zgodbe utišal, ukaže, da odprejo grobnico Aleksandra I. Ko to grobnico odprejo, ko potegnejo krsto ven iz sarkofaga, je v njej kamenje. Torej, kje je pokopan eden največjih ruskih carjev, se ne ve. Kje je umrl, tudi ne vemo. Torej, tako kot je bil Aleksander že za življenja zelo nenavadna osebnost, je ostal tudi po svoji smrti. Tako, najlepša hvala za danes. Končali smo, se pa slišimo spet čez teden dni z
novimi dogodki iz zgodovine Romanovih in zgodovine Rusije. Hvala in ostanite zdravi.